novomeški knjižnici Mirana Jarca je knjigo po svoji sledi predstavil legendarni slovenski alpinist Tomaž Škarja. Gre za najobsežnejše delo na 414 straneh legende, saj zajema začetke njegovega alpinizma vse do danes. Skozi delo nas avtor popelje med številne zanimive, razburljive, napete in nenazadnje tudi žalostne zgodbe slovenskih alpinistov in odpravarjev, ki jih je obogatil s svojimi zanimivimi mislimi. Tak je pravzaprav en tak pregled skozi moje alpinistično življenje, pa tudi skozi drugo sicer nekoliko, tako skozi. V bistvu sem pa želel dati nekako spomenik tiste generaciji, s katero sem skupaj šel, tudi tistim, ki so padli v Himalaji ali v hribih, tako da ker sem videl, jaz sem videl veliko knjig že, ki so izšle, ampak potem nihče ni vedel, kdo je gora, ker je pač avtor že prehvalo umrl, pa se vedel, da pravi čas napisati, da se še ve, kdo so tam. Od začetka pa vse do zdaj. Šlo je za posebno, domala že legendarno generacijo alpinistov, ki so zavedno zaznamovali ta šport pri nas. Začela je z nič, tako rekoč, to je bilo značilno in da pravzaprav ni imela nobenih posebnih ambicij kot plezati, ampak potem, ko se je potegnil noter, hkrati se pa tudi družba tako razvijala, da je to počasi omogočala. Nekako bi rekel, da smo, ko smo začeli spomniti nekako 10 let za zahodom, tako da glavni himalajski vrhovi so bili osvojeni. Mi smo potem začeli pa s stenami in novimi pristopi, tako je rekel. Prej pa seveda je bila pa tista trda šola pa v domačih gorah, pa v Alpah, pa v Kavkazu. Prvič pa se je naš sogovornik podal v gore že pred več kot 60 leti. Ja, jaz si gledam že od domačega Praga, že od začetka, Oče je tudi planinec, sicer samo enkrat ali dvakrat na leto, ker drugih možnosti ni bilo, je bilo treba takrat bolj delati, pa manj časa je bilo. Ampak potem takoj po vojni, se pravi leta 1945, smo pa že prvič šli v hribe. Potem me je počasi zanimalo tudi, kako se hodi tam, kjer ni Merkasi. V bistvu je bila to ta prva želja moja. Potem pa, ko pa nekaj zmoreš, pa potem te zamika naprej, tako pri vseh športih ali dejavnostih. Alpinizem pa je seveda do neke mere tudi nevaren šport. Domači so seveda bili zaskrbljeni, potem ko so videli, da tudi plezamo, tako naprej, seveda, ampak je pa tako kot pri vseh teh alpinistih, da so tistega, ki to zares zagrabi, se ga ne da ustaviti. V svoji 55-letni karieri vzponov je Škarja zavzel marsikateri vrh. V domačih gorah seveda so te prvenstvene smeri, Dolgi hrbet, Kogel, Štruca, pa potem zimske, pa potem v Alpah te težke podvojitve, pa v Kavkazu Križ Učbe, v Himalaji pa predvsem seveda vodstvo Everesta, to je bila najbolj taka zahtevnost zdaj v leta 1979, pa tista prva sreča s Himalajo, ki me je pravzaprav usmerila v to, da sem začel voditi Himalajo tako, ker sem videl, kakšne napake, kako majhne napake povzročijo potem, da odpravi ne uspeja. To je bila pa tista, kar pa moj razmislek bil. Knjigo krasi tudi 250 črno-belih in kar 461 zanimivih barvnih fotografij. Jaz moram tako reči, da prvič sem seveda imel skozi dostop do tega gradiva, sem se ga veliko sam ustvarjal, potem sem pisal dnevnik, malo mi je včasih žal, da nisem pisal tudi sploh dnevnika življenjskega, ker potem tistih, sem pa dobila pa knjiga še bolj debela, tako da ker počne takole. Del svoje alpinistične poti pa je Škarja preživel tudi kot gorski reševalec. 10 let sem bil v Kamniku na čelu te postaje naše. To je naravno, če plezaš, potem ne pripomagaš tistim, ki tudi plezajo, pa se jih je zgodi, ali tako. Potem drugi tebi pomagajo, tako da je to čisto naravna pot. In tudi, ko smo hodili po hribih, je bilo že logično, se srečaš planince, ki bi jo treba pomagati in tako naprej. To je tako kot prostovoljsko. Žal pa se v gorah pogosto primerijo tudi nesreče, ki jim je bil nemalokrat priča tudi Škarja. Logično se je, kamniški hribi so nevarni kot vsi drugi, in bi rekel, da smo v tem času tako. Še 30 mrtvih, pa 60 poškodovanih, pa iskalne akcije so bile pa tako. Na koncu knjige po svoji sledi pa so dodani seznami avtorjevih vzponov, odprav, knjig in člankov ter manj znanih izrazov.